vsake toliko časa se treba odpraviti na potovanje. Me zanima, kje se potepa sedaj Adel. Mi je bilo fajn, ne? Pa smo rekli, da bomo počakali, da nam boste prvi. Živa. So padla v globok pogovor. Ti si iz kuhinje pripotoval, ne? Ja, v bistvu, no. Izvolite. Malo smo poskušali, moramo popraviti povedati. Ja, sem se srečala, pa sem gospodu Janinu razlagal, ne, da... Upam, da se niste srečala v kuhinji na kakšni pojedini, ali boste potem odpeljala Janina tja? Samo malo poskusila, potem sem pa že rekel, da bom do pol 9 kar tamle. V redu, ni problema, hrana je dovolj. Kam se odpravljamo danes? V zelo nedotaknen konec Afrike, in sicer v Etiopijo. V Etiopijo. Prepričana sem, da ste pripravili tudi zanimive posnetke. Upam. Jih bomo počasi začeli gledati. No, še prednjih pogledamo mogoče samo malo okvir. Namreč precej težko dostopna je ta zadevščina. Če imate slučajno še tam iz gimnazije ali pa iz osnovne šole, kaj pred očmi duševnimi zemljevid Afrike, Etiopija je v vzhodnem, malo nad srednjim delom, visoka planota. In zaradi tega, ker je visoka planota, je zelo simpatična klima, čeprav je zelo blizu ekvatorja. Ravno prav toplo, sicer sonce precej močno in te hitro ožge. Ljudje so pa najbolj nepokorjeni ljudje, kar jih je sploh pod soncem, ker jih je šele Mussolini zavzel tik pred vojno. Predtem so se trudili in Francozi in Angleži in Portugalci in še marsikdo, pa jim ni uspelo. Pa tudi Mussolini ni prav dolgo ostal tam. Kakšno mešanico jezika pa potem tam govorijo, verjetno svojega, in pa še mešanico vseh teh evropskih jezikov, francosko, italijansko? Velika država je, italijanščina že skoraj izginila. Mogoče kakšen ste zelo, zelo star, še malo govori italijanščino, francoščine nisem slišal. Angleščino smo mi uporabljali večinoma, marsikdo kar zna, ne sicer tele, ki jih pravkar gledamo. Tukaj bi mi precej izstopali z našo svetlo potjo. To so pripadniki plemena Karo. Tele so še za spoznanje bolj civilizirani kot kakšni drugi, ki jih vidimo. Sicer te moram pa ob tem vprašati, da imaš ti kakšne piercinge na sebi? Imam, ja. No, ne bom spraševal, kje jih imaš, ampak vidim, da na ustnici nimaš nobenega. No, zdaj čakam, kdaj bo še ta moda prišla k nam, ker če bi pred 10 leti kdo komu razlagal, da imajo ženske kose železa v ustnici, pa v popku, pa ne vem, kje še vse, bi se vsak režal. Tukaj pa to navada, ne? Pričakujem, da bo k nam prišla tista navada, da ustnice prebadajo spodnje, tako kot pleme Mursi v Etiopiji. Sam pravijo, ne, pa da v bistvu jim ne teče nič krvi, ne, kad to delajo, da je prav en poseben obred. Ja, one najprej prebodajo, tako kot marsikatero pleme v Etiopiji, spodnjo ustnico. In dotaknejo samo slamico noter. In to ima najmanj 10 plemen, ki jih jaz poznam, ima tako slamico. No, ampak one pa malo potencirajo to zadevščino. Najprej dajo tako paličico, potem malo večjo, potem obroček, ki potem doseže velikost sedejke, oziroma zgoščenke. Kakor krožnik pred... Videl sem eno zgoščenko. Ja, jaz sem tudi videl eno sliko, ki je imela gospa prav, v bistvu res prav en tak lanček in čez celo to spodnjo ustnico je imela to raztegnjeno. Čakam, kdaj bo kakšen naš pevec mi dal svojo sedejko sabo, na naslednjič eni od njih da njegovo sedejko v ustnico. To bo precej eksotičen posnetek, ki bo lahko reklamo delal. Kaj pa sama dostopnost? Ste prileteli v Etiopijo ali ste prečkali mejo iz kakšne druge države? Bili smo večkrat. Prvič, ko smo šli v Etiopijo, smo šli iz Kenije. Takrat smo bili samo 3 na koncu, ker jih je nekaj pred tem obupalo, pa so šli raje v Mombaso malo počivati, ker je ta del Afrike precej naporen. Pa smo se potem na koncu spet dobili in veselo izmenjavali izkušnje. No, precej naporna je ta zadevščina. Šli smo iz Kenije skozi puščavo, kjer ne vozi nikakršen avtobus in smo zaradi tega morali na kamion, in to kar precej daleč. Potem pa skozi vso Etiopijo do Adisa, od tam pa v Lalibelo, pa v Gondar, pa še marsikam. Drugič smo šli pa ravno tale del Afrike, ki ga zdaj gledamo, je bil naš cilj nekako. Tako da smo tokrat kar prileteli v Etiopijo, se pravi v Adis Abebo, in potem šli za 14 dni med tale plemena na jugozahodu. To je v bližini jezera Turkana. In če bi kdo rad videl Afriko tako, kakršna je bila brez nekoč, se pravi tudi pred več kot 1000 leti, potem je tole mogoče pravi kos Afrike. No, ker zdaj smo videli, da so vsi oblečeni v te evropejska oblačila. Kako pa je, ko se odpraviš ven iz glavnega mesta? So še vedno... Ne vem, če si dobro pogledala. Moški imajo take minice. No, ampak videla sem, da so večinoma oblečeni. Oblečeni pa so večinoma, ampak tako, take brezrokavnike imajo večinoma moški. Ženske so dostikrat zgoraj brez tudi na tržnici, v vseh pa sploh. Večinoma so zelo malo oblečeni. Mogoče kakšno karpico okrog zadnjice, ki je dosti več, pa že ne.
Potem se pa zelo razlikujejo od ene vasi do druge. No, letos, zdaj že lani, pred par meseci smo bili jeseni v Keniji, spet v istih krajih, samo z druge strani meje. Tam imajo recimo kožo, največkrat kozjo, spredaj obešeno, pa nič kaj dosti drugega, ženske. Moški pa tako, kadar grejo v mesto, takrat se takole malo zrihtajo, po domače povedano, se pravi, kakšen kos blaga dajo na sebe, doma ga pa večkrat nimajo, kot pa imajo. Kar je pač precej vroče in celo leto enaka temperatura. Tisto, kar je pa nenavadno, celo za Afriko, je pa to, da nosijo nabite puške zelo pogosto s seboj. In to kar kalašnikove. Kje pa jih dobijo? Vojne je bilo kar nekaj tam v bližini, zdaj je v neposredni bližini Somalija in ni nikakršen problem dobiti tega orožja. Še predtem je bila vojna med Eritrejo in Etiopijo samo, tako da ljudje imajo še vedno pri sebi to orožje in ga tudi potrebujejo pravzaprav, ker so še vedno, predvsej pogosto se dogajajo kakšni medplemenski spopadi, predvsem za živino, ker rastlin je v tem delu Afrike predvsej malo, tako da glavna nekako rastlina, ki jo pridelujejo za žitarico, je tef, ki izgleda kot naša trava, strašno drobčkana zrna ima in izgleda vijolčasta. Včasih imaš občutek, ko vidiš testo, da je iz ajde narejeno, ker je rahlo vijolčaste oblike. No, ampak tega tefa je tukaj zelo malo, tako da večinoma bolj od živali živejo, od mleka in tako dalje. Kako pa je z varnostjo?